v bistvu, ko se staramo, je ena specifična značilnost, to je, da se nam zmanjšuje želodčna kislina. To konkretno pomeni, da pol hrana, ki jo zaužijemo, dejansko ni dobro predelana, zaradi tega pa velikokrat pride do določenih primanjkljajev. Posebej tukaj govorimo o vitamini B kompleksa, folna kislina, vitamin B12, potem recimo kalcija nam zaradi tega lahko primanjkuje, beljakovin, ker se ne more spet hrana dobro predelati. In zaradi tega moramo tudi razmisliti, da nekako najdemo en nadomestek, če že ne moremo tega dobro predelati. Hkrati pa seveda na žalost tudi zaradi tiste zmanjšane želodčne kisline se lahko pojavijo in razbohotijo kakšne bakterije, velikokrat težave recimo s Helicobacter pylorijem. Ena tudi značilnost staranja je ne samo, da telo nekako propada in oči in mišice in kosti, tudi je problem ta, da tudi naša čutila ne delujejo več tako optimalno. V tem času ne čutimo tako intenzivno slanega okusa, pa sladkega, in ponavadi v starosti dodajamo več sladke hrane oziroma sladkorjev na splošno ali soli. Tako da tukaj moramo biti pazljivi, da nekako se osredotočimo na to, da namerno ne dodajamo teh živil, ki lahko povzročajo kakšne zdravstvene težave. Seveda potrebujemo v tem času manj kalorij, tako da je tudi kalorijski vnos treba zmanjšati, da bi se tudi sama ta hrana tudi lažje predelala in absorbirala in dodajati snovi, ki nam jih v tem času primanjkuje. Predvsem moramo paziti, da nam ne zmanjka D-vitamina, ki je ponavadi v tem času problematičen, kalcija, magnezija, določenih vitaminov B kompleksa in tako naprej. Omega 3 je tudi en tak dodatek, ki ga lahko s pridom uporabljamo. Tako da je kar nekaj teh stvari, na katere moramo biti pozorni, ko se staramo. Kalček, naravno z okusom.